Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav, zadaj župan za vas. Ko pa danes v studiu televizije AS v Murski Soboti ne gostimo župana, pač pa podžupana. Ampak zgodba je podobna. Podžupan Mestne občine Murska Sobota z nami, Timi Gomboc. Lepo zdrav, Timi. Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljene občanke in občani in vsi gledalci, ki spremljate oddajo na TV AS. Takole, verjetno ima večkrat, ampak v tej funkciji podžupana ste prvič pri nas, ne bom rekel na vročem stolu, to je bolj že hipotetično. Eden od dveh podžupanov, ki jih tudi zagotavlja poslovnik oziroma statut Mestne občine Murska Sobota, doktor strojništva in kot taki ste zadolženi v občini za gospodarstvo in izobraževanje. Ta del je nekako namenjen vam. Povejte mi, soočanje z delom v občinskem svetu, poprej niste bili član mestnega sveta, zdaj v tem mandatu prvič in takoj podžupan. Kakšni so pravzaprav občutki, odgovornost, naloge, ki so pred vami? Tako je, v prejšnjem svetu ni bilo v sklicu mestnega sveta, zame je to prvič, hkrati tudi podžupanska funkcija, ampak vsekakor delo je zanimivo in pestro, občutek, da pač delaš nekaj dobrega za vse občanke in občane ter za vse ostale prebivalce, ki prihajajo v Mursko Soboto, je vsekakor dober. Seveda je to za nas začetek, imamo ambicije, imamo plane, želje, tako da iskreno upam, da bomo lahko to, kar smo si zadali, izpolnili ter naredili nekaj dobrega, na kar bomo na koncu ponosni vsi, ne samo župan, podžupan, ampak celotni mestni svet, ki se trudi za to, da bi nam bilo v prihodnosti še boljše, kot je sedaj. No, lepo je, plani so Mestna občina Murska Sobota tako zmeraj postavljeni zelo visoko in pravzaprav vedno naravnani investicijsko. Murska Sobota se razvija jasno, vidno na vsakem koraku, pa vendarle veliko je od tega odvisno, kakšna je klima v mestnem svetu, ne. Občine, se pravi, ali so razumevajoči svetniki, ali se da dogovoriti, ali se vse lahko sprejme z nekim konsenzom in ne nekim preglasovanjem. To je po mojem zelo pomembno in zdi se mi, da to pri vas v Murski Soboti kar dobro uspeva. Tako je, bi rekel, da je klima v mestnem svetu trenutno dobra in želim si, da taka tudi ostane. Tako župan kot jaz nimava nekih želj, da pride do preglasovanj ali podobnih situacij, do sporov. Želiva si tvornega sodelovanja z vsemi svetniki in svetnicami, z vsemi opcijami, ki so v mestnem svetu, kajti na koncu koncev vsi delamo za isti cilj in nesmiselno bi bilo, da se prerekamo, ampak skušamo najti vedno nek konsens, vedno sva pripravljena prisluhniti tistim, ki imajo dobre ideje in dobre ideje treba vedno podpreti. Tako kot ste rekli, vedno imamo ambiciozen plan in po moje je tudi prav, da je tak. Saj če plan ni ambiciozen, pol ne moremo čakati nekih dobrih rezultatov. V vsakem primeru pa vemo, da časi se spreminjajo, trenutno niso najboljši, če gledamo z vidika draginje, z vidika cene investicij, ampak mislim, da se v prihodnosti obetajo boljši časi, da bomo lahko tudi te investicije, ki smo si zadali, izpeljali, tako da bodo imeli vsi nekaj od tega. Timi Gomboc, podžupanska funkcija je seveda honorarna, se pravi, niste profesionalec, ne? Opravljate, ste zaposleni na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, koliko sem seznanjen kot predavatelj in tudi drugače kot mlad raziskovalec. Kako usklajujete pravzaprav obveze? Dobro, Maribor ni tako daleč več iz Murske Sobote, ker živite v Murski Soboti, tako ste mi vse prejle zaupali, drugače prihajate z onega konca Prekmurja. Verjetno je treba tudi včasih kaj na račun, bom rekel, službe postoriti za Mestno občino Murska Sobota. Tako, kako ste povedali, moja funkcija podžupana je nepoklicna, glavnino stvari itak opravlja župan, moji področji sta bolj gospodarstvo, šolstvo,
Ja, zaposlen sem na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Seveda, hvala Bogu, je tudi tista služba na nek način fleksibilna. Sicer je glavnina mojega dela poteka na fakulteti, sem vsak dan več ali manj prisoten na fakulteti. Je pa res, da tudi na fakulteti pač nimamo delovnika od 7 do 3, ampak smo tam tudi čez cel dan, tako da si na ta način določene stvari lahko prilagodim. Pač tudi če je treba biti zjutraj v Murski Soboti, sem lahko popoldne na fakulteti. Večkrat so tudi urniki do večera, do 6, do 7, tako da na ta način je res na obeh straneh hvaležno okolje, če se lahko tako izrazim, da se to lahko prilagodi in da vse stvari nemoteno potekajo, pa da nikjer ne nastane neka škoda na račun tega. Ko smo že pri tem, kaj so rekli domači, ne dražji, ne bližji, ko ste sprejeli tole funkcijo, ja, obveze so, ne, in če nekako ni znotraj domačega, lokalnega, družinskega okolja pripravljenosti se soočiti s tem oziroma pomagati, podpreti, potem je še težje, ne? Definitivno, nekako smo se dogovorili in na koncu sprejeli nek konsenz, da to funkcijo sprejmem. Vsekakor pa je tako, da smo si ljudje različni in nekatere nas te stvari ženejo, imamo neke ambicije, imamo neke želje, da naredimo nekaj več in pol te enostavno take stvari potegnejo, ne. Pač nekdo se v tem ne bi našel nikoli, nekdo se najde, tako da pač malo je treba slediti tudi srcu včasih, pa na koncu, če nekako pravilno usklajujemo, se da vse stvari ugodno rešiti. Prav to sem hotel reči, Timi, da to poganja razvoj, napredek človeštva, neke malo višje ambicije, neke stvari. Morda na vaše področje gospodarstva, izobraževanja, zdaj občina kot taka, kot institucija ne more nekaj v gospodarstvo posegati, neke ukrepe, ampak je pa tista, ki pripravlja gospodarstvo, lahko z industrijskimi conami, z nekimi olajšavami, kaj jaz vem, da privabi recimo neke nove investitorje v Mursko Soboto. Kako je s tem trenutno v Murski Soboti, kako ste na tem področju, ki je pravzaprav vaše, nekako se ujeli oziroma spoznali tole področje? Tako je, zdaj sama občina kot taka ne more gospodarstva ustvariti, kot ste rekli, lahko pa naredi ugodne pogoje, lahko naredi dober servis za tiste, ki prihajajo sem, da se tudi pač oni počutijo dobrodošle, zaželjene in njim pomagamo s tem, da postopki tečejo hitro, v najkrajšem možnem času jim prisluhnemo. Zdaj gospodarske cone imamo, res je, da je dosti zemljišč že pokupljenih, pa čakamo tudi na realizacijo kakih gradenj, na kar seveda tudi ne moremo vplivati, tudi če ob nakupu investitor zatrdi, da bo gradil takoj, pa prije potem do nekih težav v podjetju ali si pač za nek čas premislijo zaradi negotove gospodarske situacije ali karkoli, pač moramo tudi mi na drugi strani to razumeti. Vsekakor si želimo kakšne širitve in bomo na tem tudi aktivno delali, da pridobimo kako novo industrijsko cono. Seveda je prva želja vedno, da se obstoječe industrijske cone zapolnijo. Je pa treba pogledati tudi z druge plati in sicer trenutno stanje na trgu dela je takšno, da je več ali manj ljudi, ki so delovno aktivni, zaposlenih. In za nove investitorje, ki prihajajo v samo Mursko Soboto oziroma bi želeli priti, je eden od podatkov, ki jih zanima tudi dostopnost delovne sile, ne. In tu so težave, ne? Tu so trenutno težave, ne. In zanimiva reč, ja. Tako, dejstvo je, da neka proizvodna podjetja, neke korporacije, ki bi želele imeti tu neke velike proizvodnje, se najverjetneje tu ne bodo našle in ne zaradi pogojev, ki jih mi nudimo, ker so najverjetneje dobri, trudimo se z infrastrukturo, smo v fazi, da se bo gradila tudi še obvoznica, na katero že dolgo čakamo, imamo avtocesto, tako je, imamo poskrbljeno je za komunalno infrastrukturo, v tem ni težave, ne. Večkrat pa se pol podjetja soočajo s tem, ko preverijo stanje na trgu dela,
da ugotovijo, da dejansko da delovne sile ni. In to so težave, s katerimi se soočajo vsi domači podjetniki, vsi imajo razpise, vsi iščejo delavce, pa vemo, da morajo večkrat posegati tudi po tujini in to trenutno predstavlja problem. Ne samo v Murski Soboti, ampak tudi širše v celotni Sloveniji, najverjetneje tudi v sosednjih državah in po moje je to tisto, kar v dani fazi odigra največjo vlogo, da pač ne moremo privabiti kakih velikih investitorjev z nekimi proizvodnimi kapacitetami. Po drugi strani si pa pač želimo omogočiti čim boljše pogoje za kakšna razvojna podjetja, saj če se malo povežemo tudi na samo šolstvo, pa to ogromno kadra z pomurske regije konča visoke šole, imamo kvaliteten kader, imamo strokovnjake in seveda, če bomo uspeli privabiti taka razvojna podjetja, ki bodo zaposlovale manj ljudi, ampak bodo imele ta delovna mesta višjo dodano vrednost, bomo zagotovo naredili nekaj dobrega, da se bodo ti ljudje lahko po študiju vračali v Pomurje, kar pa na nek način mora biti tudi cilj, če gledamo, da tudi malo decentraliziramo samo državo, da ne bomo vsi vedno migrirali ali v Maribor ali v Ljubljano, pa se pol ob večerih vračali, saj kvaliteta življenja na cesti ni ravno velika. Po povedanem, Mestna občina Murska Sobota prijazna gospodarstvo, nekako sprejemljiva. Me pa včasih takole, izkoriščam zdaj tole priložnost, zmoti recimo tale opuščen kompleks Mure nekdanje, velike tovarne, imate kakšne podatke, kako je s tem? Bi se dalo morda tukaj prestrukturirati, morda kaj spremeniti, koga privabiti? Škoda, da tu sameva, prazno vse skupaj. Dejansko temu več ni tako. Kompleks Mure je več ali manj zapolnjen. Podjetja so pokupila kapacitete, tako da ostajajo prazni le še kakšni prostori, ki pa se bodo tudi zapolnili. Kot občina smo se, oziroma že v času kampanje smo rekli, da bomo delali na tem, da na tem mestu še naredimo kaj na področju energetike in podobnega, ter postavimo dobre pogoje za tiste, ki bodo želeli priti v to cono, ker če gledamo tako, je to v bistvu ena industrijska cona, ki je nastala na področju nekdanje Mure, sedaj v Murski Soboti. Noter imamo ogromno odličnih podjetij in jaz verjamem, da jo bomo v kratkem zapolnili. Res je, da je večji del teh objektov bil odkupljen in je v zasebni lasti, tako da zasebni lastnik sedaj prodaja kapacitete, jih daje v najem in jaz mislim, da je to dobra zgodba, ki je nastala v Murski Soboti. Razveseljiva novica, zelo sem vesel tega, kar ste povedali. In ko bo to malce še bolj zaživelo, zdaj dobro, če so kakšna skladišča, je manj živo, če pa je kaj takšnega, pa toliko bolj. Torej, svetla prihodnost tudi do konca tega mandata kot podžupan na vašem področju. Verjetno vas tudi župan pošilja na kakšne prireditve, teh je veliko, ogromno, pa morate še tam izpolniti svojo dolžnost, pa se pojaviti v njegovem imenu. To je običajno tudi preko vikenda, preko konca tedna, Zagotovo, jaz si nekako pač probamo razdeliti te prireditve. Itak želja je, da bi obiskala vse, včasih je to težko in seveda se zdaj na tem mestu še enkrat opravičujem tistim, kjer se pač ne moreva udeležiti, ampak trudila se bova, da bova vedno prišla na čim več takih stvari, ker zavedamo se vsi tega pomena, da pač funkcija župana, podžupana pač je tista, ki jo moraš opravljati zunaj pisarne, dejansko med ljudmi, se srečevati z njimi, videti, kakšne so želje, kakšni so problemi na terenu in pač na ta način je tudi nam lažje, da si potem pravilno zastavimo plane za naslednje leta, kaj narediti, kako narediti, da bodo vsi občani in občanke na nek način zadovoljni, se čutili poslušane, pa tudi dobili tisto, kar si v svojem okolju želijo, ker mislim, da je edino tako prav.
Hvala za tole predstavitev, dr. Timi Gomboc, podžupan Mestne občine Murska Sobota, da ste bili, da ste si vzeli čas, prišli v studio in da smo malce predstavili tole vaše delo, vaš vidik, praktično nič slabega, ne, kar pomeni, da tudi mlade novince potrebujemo v politiki, potrebujemo na takšnih mestih in funkcijah. In jaz verjamem, energije ne bo zmanjkalo, mladi ste, da boste peljali zgodbo, uspešno zgodbo Mestne občine Murska Sobota še naprej. Pa ja, dejansko smo malo mlajša generacija, po moje tudi prav, da je tako, treba je nekako vključevati mlade, zato ker pač mladi bodo tisti, ki bodo največ koristili to, kar zdaj ustvarjamo. Seveda, jaz vedno rad vključim starejše, imajo izkušnje, imajo neko modrost in če pač znamo to pravilno povezati, na eni strani modrost, izkušnje, na drugi strani mladost, zagnanost, želje, potem mislim, da je to neka prava kombinacija, ki lahko prinese odlične rezultate. Bodi tako, hvala za današnji obisk. Cenjene gledalke in gledalci, jaz se pa zahvaljujem, kot sem se zahvalil tudi dr. Timu Gombocu, podžupanu Mestne občine Murska Sobota, vam za pozornost. Želim vam tudi vnaprej dobrega sprejema, veliko radosti, dobre volje in srečno do prihodnjič.